Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Tako kot smo obljubili, zdajle na stežaj odpiramo vrata v našo Sorino radijsko klepetalnico, v kateri se nam je tokrat pridružil Andrej Bergant, ustanovni član in vodja legendarnih Fantov s Praprotna, ki so poslušalcem približali marsikatero Slakovo uspešnico in seveda ohranjali izročilo slovenske ljudske pesmi. O vsem tem bomo govorili v nadaljevanju, najprej pa dobro jutro in dobrodošli pred našim mikrofonom, gospod Andrej Bergant, kako ste? Ja, dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem, seveda najprej in tudi vam. Hvala za povabilo, kar v redu sem. No, z velikim veseljem vas je ponovno takole gostiti pred našim mikrofonom, pa bova začela kar z glasbo. Ta vas praktično spremlja že od malih nog, čeprav po izobrazbi ste pa gradbenik, kako to? Ja, to je pa sporedno. Glasba je bila za veselje in za koniček, delo je pa treba se še naučiti in sem se lotil takega konkretnega dela gradbeništva. Zdaj z glasbo ste začeli že zelo zgodaj. Kdaj pa vas je tako zelo začarala, da ste rekli, da bo pa imela kar precej veliko besede v vašem življenju? Ja, že doma so lepo prepevali v triu, triglasno, seveda, ker če so rekli včasih, da če so trije, morajo tri glasove pet različne. Tisti, ki samo enoglasno zna pet, ne zna pet. Tako, da sem bil že čist od otroka naprej navajen teh lepih zvokov. Potem, seveda, na Bukovci je bil čudoviti moški zbor z dobrimi pevci. Slišal sem jih vsako nedeljo, na koru so pripevali, mnogokrat tudi pri raznih drugih prireditvah domačih. Sem bil deležen teh njihovih zvokov in to se je tako močno vtisnilo v mene, da sem kar mislil, da moram tako peti kot Kislovc, znani tenor. In potem ste tudi sami postali član cerkvenega pevskega zbora, pa aktivno sodelovali tudi pri vseh ostalih pevskih sekcijah, ki so delovale v okviru kulturno-umetniškega društva Bukovica. Jih je bilo kar nekaj. Ja, točno, to zelo aktivni smo bili takrat gor, pravzaprav je bil za to zaslužen naš pevovodja Franc Potočnik, ki se je res prizadeval in ljubiteljsko in profesionalno ukvarjal z vsemi mogočimi zvestmi petja. Tako da, ko smo prvič nastopili 56. leta v mladinskem zborčku malem, to je bil naš prvi nastop, in neverjetno dobro prevzeli publiko, kot smo rekli takrat, smo potem mi nadaljevali še kar sami. V takem sestavu vključili so nas moški pevski zbor, potem v mešani pevski zbor, tako cerkveni kot tudi kulturnega društva Bukovica. Tako in še pri vseh mogočih igrah in vseh proslavah, ki so bile takrat in koncerti, ki smo jih prirejali, smo bili skozi povezani od vsega začetka. Tako ste nabirali pevske kilometre, kalili svoj glas, tudi v Škofjo Loko ste hodili, na ure solo petja. Ja, to je bilo pa pol že bolj resno. Ja, sem kar naredil vso to nižjo solopevsko kariero v Škofji Loki, ki je bila zaključena tam, mislim, da v koncu 64. leta tudi z melodijo srca od Gregoriča. Gregoriča, ja. Ja. In tako se je potem nabiral tudi, lahko rečeva, en tak zelo, zelo obsežen seznam vaših pesmi. Zdaj, če sem nekje prebrala, če se prav spomnim, več kot 500 pesmim ste dali svoj pečat svojim prepoznavnim tenorjem. A jih je bilo toliko, je bila še kakšna več raje?
Ja, če še vokalne zraven ne prištejemo, jih je pa pol že blizu 600. Marija sveta, to pa je bil kar trening za možgane, ne? Se je bilo težko zapomniti vsa ta besedila pa melodije, ki pašejo zraven? Včasih ni bilo nobene reči težko. Posebno, če si bil še malo talentiran v to smer, je to v podzavesti tako močno delovalo, da ni obremenjevalo. S tem se nisi mučil, če si bilo treba kaj zapomniti. Tako je se zaslišala glasba in so besede same privrele na usta. Takoj, ja. No, potem pa se je začela pisati zgodba Fantov s Praprotna, več o njej bova povedala v nadaljevanju, ampak se bova pa zdajle že ustavila v tistem usodnem letu, ko je v Železnikih potekal. Pokaži, kaj znaš, na katerem ste se predstavili tudi vi. A se še spomnite tega nastopa, oziroma ne, če se ga še spomnite, kako živo se ga še spominjate? Imam ga pred očmi. Video sem posnel takrat. Brez kamere in Brez kamere. telefona. Bilo je zelo zanimivo. Potočnik nas je prijavil. Kolikor se spomnim, takrat je ta Praprotno, spodnji konc Ške doline, pripadal še pod občino Železniki. In seveda mi smo tam gor nekako slišali, kot se reče, ne toliko v Škofjo Loko. No in takrat smo v sekstetu šli nastopiti, ne z eno melodijo, z eno pesjo, kar mislim, da je bo 5. In smo tako prepričali komisijo in občinstvo, da smo dobili prvo nagrado. In takrat je bila usoda zapečatena, kam vse vas je vodila pot, pa bova povedala v nadaljevanju. Zdajle pa si bova po mojem izboru privoščila tisto, ki jo tudi naši poslušalci in poslušalke zelo radi slišijo. V Sevško dolino gremo s Fanti s Praprotna. Pomlad razgrne vse svoje lepote, politiko sonce ožarja v dolino, ko ji se ponuja številne dobrote, ko v zimi počiva odita v belino. Vedno le lepa je Sevška dolina, rodna vasica kot dlani leži. Srce navdaja mladostna milina, misli hitijo nazaj mlade dni. Čez pisana polja in tihe gozdove, vijuga se cesta in sora srebrna. Pozdravlja Ratitovca skalne vrhove, podaja ji roko jelovica črna. Lepa, res lepa je Sevška dolina, rodna vasica kot dlani leži. Srce navdaja mladostna milina, misli hitijo nazaj mlade dni. Kot ptica selivka se vračam te kraje, kjer tekla so leta radostne mladosti. Pobožam s pogledom vas rodno najraje, občutim tedaj rodne hiše sladkosti.
Lepa, res lepa je Sevška dolina, rodna vasica kot dlani leži. Srce navdaja, mladostna milina, misli hitijo nazaj, mlade dni. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Andrej Bergant, član legendarne zasedbe Fantje s Praprotna, pa nam bo zdaj povedal še nekaj več o tej pesmi. Gospod Bergant, tudi vas je tale vaški zvon popeljal v domače kraje, drži? Ja, seveda. Na Svetem Tomažu so prav lepo oglašeni 3 zvonovi in ker smo čisto blizu cerkve, smo vsa naša žlahta, brate in sestre, smo pritrkavali na te zvonove, zvonili tudi na vse načine, kar je bilo potrebno, da smo pomagali našim sosedom mešnarjem. Tako, in še danes prav prijetno poboža dušo tudi zaradi spominov z turneje. Prej ste mi zaupali, eno prav čustveno zgodbo z vašega gostovanja v Kanadi, povezano s tem levaškim zvonom. V Kanadi je bilo, že potem, ko smo igrali na farmi za ples, pride do nas lepa deklica in nas prosi, če bi zaigrali ta vaški zvon. No, in smo ga res, in ta je stala pod odrom, tako jokala kot dež. Čustveno je bilo tako, da jo nismo smeli pogledati. Tako, da ste tudi fantje lahko speljali do konca tole pesem. No, prej sva že omenila, da ste prepoznavni pravzaprav postali na oddaji Pokaži, kaj znaš. Tam vas je slišal tudi Lojze Slak. Kako pa se je potem spletlo to trdno prijateljstvo z Lojzetom Slakom, ki je trajalo skoraj polnega pol stoletja? Ja, potem po tej oddaji Pokaži, kaj znaš v Železnikih, nas je Potočnik pa prijavil na oddajo Pokaži, kaj znaš na Ljubljanski radio, takratni. Da se še tam preizkusimo, če smo za kaj. No in seveda, tam je bila prva izbirna oddaja, smo prišli v finalno oddajo in tam že pomladi 64. leta na finalni oddaji, ko smo spet tekmovali, je pa v dvorani nas poslušal že Lojze Slak, ki imel pa že takrat posnetke v trio na Radio Ljubljana. In da pravi tako njegova žena, kar poskočil v dvorani, take pevce pa jaz potrebujem. In jeseni smo bili že skupaj. Odlično, vmes pa ste posneli še nekaj pesmi tudi za arhiv Radia Televizije Slovenije. To pa je bilo takrat nekaj velikega, nekaj zelo pomembnega, ne za fante iz Sevške doline, ki so bili takrat precej oddaljeni od Ljubljane. Kako pa je takrat potekalo snemanje v primerjavi z današnjim? Ja, po svoje je bilo enostavno, če si dobro znal. Aha. Snemanje je tako potekalo kot nastop na odru. Od začetka do konca brezhibno odpeto. Tako, brez kakšnih posnetkov, popravil in vsega tako, kasneje. To se ni dalo takrat. In nas je Potočnik že 63. leta prijavil pa v kmetijsko oddajo, ki je bila v nedeljah popoldne za našo vas. Tam smo posneli sami 2 pesmi in tudi z zborom 2 pesmi. In naša je bila skoraj vsako nedeljo ena od teh 2. Tudi zbor je bil vmes predvajan. No, potem pa ta nastop na takratnem Pokaži, kaj znaš na Radio Ljubljana, kjer smo tudi v finalni oddaji bili prvi v ljudski glasbi. Odlično, pustili močan pečat s prihodom v prestolnico. Kot šesterica ste začeli, potem pa se je oblikovala ena taka stalna ekipa, ki je z Lojzetom Slakom vandrala po svetu skoraj 50 let. Če zdaj le omeniva vse originalne ustanovne člane, kdo ste bili fantje s Praprotna? Ja, ta tekmovalni del Sekstet, ki je potem tudi 6 pesmi posnel v tej obliki, je bil, če grem kar po vrsti, Janez Dolenc,
Janez Kalan, Jože Šifrer, Janez Habjan, pa Janez Tone Dolenc, pa jaz. In to je bila šesterica, ki je postavila trdne temelje za vse ostalo delo. A ste si na začetku predstavljali, da boste svetovno prepoznavno ime, glasbeni gostje, ki boste iskani in vedno dobrodošli, ali ste želeli samo prepevati in uživati v glasbi? To, ta zadnja. Želeli smo uživati v glasbi, saj smo si tudi nadeli tako preprosto ime Fantje s Praprotna, takrat na prvi oddaji, kaj znaš v Železnikih, ker smo mislili, da smo dovolj prepoznavni za Sevško dolino, pa še v Škofji Loki bi vedeli, odkje smo, da bi pa nas svet prepoznal, to pa tu najbolj norih sanjah ni nikomu prišlo na misel. Ampak zdaj pa cel svet ve, ne, kje je Praprotna v Sevški dolini. Kako ponosni ste na to? Ja, dobro, meni je to všeč. Upam, da tudi prebivalcem, da je ta majhna vasica prišla tako v javnost. Tako do izraza in na takšen sloves. No, če se spomniva zdaj sodelovanja začetkov z Lojzetom Slakom, kako je bilo, kako ste zastavili tole skupno glasbeno druženje, ki se je potem prelevilo v uspešno 50-letnico? Ja, jaz rad povem tole, da se povrnemo v takratne čase, kako je življenje izgledalo na vasi. Telefon prvi je bil v Škofji Loki, pa v Sevcih na pošti, pa na Bukovci, pravzaprav, ki je bila tudi zadruga. To je bila edina veza. To pomeni, da si se mogel peljati s kolesom ali pa peš hoditi. Potem sta navezala stik Lojze Slak pa Janez Kalan. Janez Kalan je bil na Petrolu v Škofji Loki. Lojze je pa vozil direktorja okrog takrat Petrola in tam sta se srečala. Lojze je ga takoj spoznal že od oddaje Pokaži, kaj znaš. In seveda je povabil Lojze, da ne pridemo na audicijo k njemu. Pa res, kako smo šli na audicijo? Z avtobusom. Do Novega mesta? Ne, v Ljubljani. Lojze je na Vodnikovi cesti imel en četvorček, so ga zgradili in od Šentvida do tega smo potem morali peš. Pridemo na to audicijo, zapojemo vokalno, 1, 2, potem pa Niko, ki je bil takrat prisoten, pa Lojze, nista imela potrebe več, da še zapojemo. Potem pa pridemo po pogovoru, ja, Lojze, se lahko ti zaigraš, tvojo se mi to znamo. Smo se te slišali, če pa mi slišimo, pa že znamo pet. In katero je zaigral? Tiha, kakor biser skrita. Tiha, kakor biser skrita. Verjamem, da je bil navdušen. Ja, in seveda, to je bilo pa potem uvedeno od te komisije, ne Lojze, ne Niko, ni, ne vem kako, kažemo nobenega navdušenja. Mi smo potem zaključili vajo, ja, se še kaj slišimo. No, smo rekli, probali smo, kar je pa je. Saj nisem več mislil, da bo to, da mu bilo všeč. Mislim, da niti en teden ni minil, je bil že telefonski klic Janezu. Takoj pridete na vajo. In potem ste vadili in brez težav odpeli celoten repertoar, eno takšnih, ki ste jo po statističnih podatkih odpeli največkrat, pa bomo slišali tudi o nadaljevanju. Verjamem, da boste ob radijskih sprejemnikih prepevali čisto vsi. Sem črička, sliši se
zadišijo, a v srcu mi spomin. Na mlade dni budijo, čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. V mojem srcu je nemir, na jesenski ta večer, čričet pesem je odpel, a meni spomine čas je vzet. Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo, a v srcu mi spomin. Na mlade dni budijo, čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in o naši radijski klepetalnici na stežaj še vedno gostimo Andreja Berganta, člana zasedbe Fantje s Praprotna. In mi bomo zdaj le rekli kakšno o pravkar slišanih čebelicah. Zdaj, če držijo statistični podatki, potem so čebelice zagotovo ena od pesmi, ki ste jih največkrat odpeli. A to drži? Ja, seveda, to je bilo na nastopi treba kar večkrat ponoviti. Neprestane želje so bile po teh čebelicah, po starem čebelarju. Tako, je taka, ki se dotakne in sede v dušo. No, zdaj, prej sva že omenila, da vas je Lojze Slak pustil kar en teden približno čakati, ampak jeseni leta 1964 pa ste imeli svoj prvi skupni nastop. A to drži? Ne, to ni, jeseni smo posneli 4 pesmi, že tiste, ki je prej z vokalnim triom imel posnete, smo že mi ponovno posneli. Ta nastop prvi bil pa februarja in to kar v kinu Sloga za eno proslavo šoferjev Slovenije. In je bil zanimiv nastop. 6 pesmi smo skupaj znali. Dobro je. Ja, potem smo mi znali neskončno veliko pesmi, samo vokalno, in Lojze pa v triu, in tako smo še z govori in slavnostnimi dogodki ta koncert na 2 ure potegnili. Navdušenje je veliko, zanimivo, brez ozvočenja, še to bolj zanimivo, to je bilo takrat vse na suho, in ker je dvorana bila vseeno velika, tišina tudi, se je to kar dobro in čudovito slišalo. No, potem se je nastopov zvrstilo nič koliko, vandrali ste po celem svetu. A bova hitreje naštela države, kjer niste bili, ali tiste, kjer ste gostovali? No ja, države, so celine v hoteji, hitreje naštela. No, potem so bili nastopi takoj po zahodni Evropi, seveda. Potem prva turneja v Ameriki in Kanadi, skoraj 2-mesečna, potem naslednja čez 2 leti v Avstraliji, potem pa redno vsakih 5 let Amerika in Kanada.
to je bilo tako dogovorjeno in organizirano, da smo to imeli v programu že vnaprej. Na urniku, ne glede na vse. Ne glede na vse, ja. Kakšna zanimiva anekdota, verjetno je bilo kar nekaj zgodb, takšnih in drugačnih. Omenila sva prej že mlado dekle, ki so jo vaše pesmi pripravile do tako močnih čustev, da je jokala pod odrom. Kakšne dogodivščine pa ste sicer doživljali in pisali o svojo zgodovino na vaših poteh? Glejte, posebno na prvi turneji smo bili veliko prijetno presenečeni za naše rojake, ko smo jim prinesli tako originalno pesem, vokalno, ljudsko pesem slovensko, ki so jo oni še čutili, predno so v Ameriko odšli, in to si zavedno vtisnili v svoje srce. Potem tudi ta kombinacija s to harmoniko in petjem je neverjetno užgala pri rojakih. To so bili taki nastopi, da se ne moramo verjeti, da je to bilo. Rahlo sem v tej dobi že to nekako pozabil, ne veliko, ampak ko sem pa bral moja pisma, ki sem jih že ni pisal, zdaj po toliko časa, kako so to ljudje, publika ostala, kako je pela z nami, kako so jokali, to je tak čustven naboj, ki se ga drugod ni dalo doseči kot tam. Tako, da je poplačal ves trud in vse vaše delo, pa vsa odrekanja, ne, ki so prišla s tem. To ni bilo nič za nas takrat. Zanimivo je pa to. Bili smo sami fantje taki trdno stoječi na trdih tleh. Nič nas ni to prevzelo, da bi postali prevzetni, da bi se ne vem kaj čutili. Oni so nas imeli resnično za neke velike zvezde. In tudi nas častili in gostili na ta način. Mi smo ostali lepo, preprosti fantje s Praprotna, z Ozitom na čelu. Tako, in tudi kasneje z velikim veseljem zapeli ob vseh priložnostih, no morava pa omeniti tudi bogato diskografijo, ne, kar nekaj posnetkov je nastalo, kar nekaj kaset, plošč, kar lep kupček nagrad se je tudi nabral. A ste kdaj šteli, koliko je bilo vsega tega v skoraj 50 letih? Ja, o 3 milijonih prodanih plošč imamo podatke na steni. Spominsko ploščo, med drugimi tudi seveda. Skoraj vse so bile zlate in pa, če ne pa srebrne. Dokler so to plošče, te vinilke obstajale, to je bilo stvar, ki se jo lahko ne samo poslušal, se jo lahko v roke vzel in pogledal, celo sliko gor. Potem ta moderna tehnologija je to nekako razrednotila. Nekaj ubila nekaj tega čara. Od kaset do naprej, do CD-jev in zdaj pa sploh ta YouTube pa te stvari so nevidne, digitalne. Kako pogosto pa še vzamete te plošče v roke? Si jih morda lahko še doma zavrtite? Imam vse še doma, tudi dober gramofon. Plošče so pa na najboljši način, kar sem si znal, zapakiral in čakajo mlade rodove, če bojo imeli potrebo to poslušati. Z velikim veseljem. Glede na to, da vas mladi glasbeniki kar pogosto pokličajo, da z veseljem sodelujejo z vami, kakšen izziv oziroma pa vam to predstavlja? Kaj vam pomeni, da vas mladi glasbeniki tako pogosto pocukajo za rokav, pa z veseljem povabijo v svojo družbo? Ja, to priznam, da sem počaščen. In tudi rad grem, dokler sem fizično zmožen bil, da sem šel. In res publika me nagradi ponavadi, da vstanejo in ploskajo, stoje. In to je tako nekaj lepega, tako mlad grem domov z te prireditve, da to ne more verjeti. In tudi letos bo kar nekaj takšnih prireditev, še mimo grede kakšna skrivnost, kako pa ohranjate glas, da vam tako dobro služi. Tudi nam bo prav prišla tale rešitev.
Ja, to je tako, če ne smeš nehati. Aha, vztrajnost je torej tiste, ki šteje. Treba je vzdrževati glas, kar ni vedno lahko, ker razne viroze to zdaj dosti bolj škodujejo kot v mladih letih. Daljše okrevanje je. Je pa tako, sigurno, da v teh letih ne moreš saj dolgo ustrajati in recimo neko veselico celo odpeti je, priznam, nemogoče. Ampak kakšno vižo sem in tja pa še z velikim veseljem, katero najraje? Ja, čebelarje moram obvezno zapeti. No, midva sva si ga že privoščila, bova pa zdajle slišala pesem z naslovom Niti mar, lahko poveva kaj o njej? No, ta je zanimiva pesem, tudi samo besedilo je globoko, če ga prisluhneš. To smo mi vsakodnevno bi lahko doživljali, če ne bi imeli razumevajočih žena. No, pa da slišimo, kakšno težo imajo pri glasbenikih. Klarineti so meni všeč. Razumevajoče žene in klarineti. Čakam te doma, niti mar, če me srci boli. Prideš le, če družba zatemi. Vsi ta živ, vseh tvojih sem laži. Vidi pada pamet, mi nebo soli. Podi tam, kjer lepše, ti je kot z menoj. Več ne bom menila se s teboj. Glavni ti Biblica v ljubezni je tako, da me samo se prebiramo, a na koncu zmagale srce. Pravici vse pove. Biti znaš tako prisrčen, ljubezni, vedi pa da pamet mi
osoli. Bodi tam, kjer lepše, ti je konc menoj. Več ne bom menila se s teboj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Ja, še nekaj minut tega ponedeljkovega jutra nam je ostalo v družbi Andreja Berganta, fanta spraprotna, jih bomo preživeli. Še eno tako, ki vedno paše, smo slišali, ne prižigaj luči, in edinstven glas enega od vaših pevcev, od katerega ste se poslovili. Kar nekaj sloves je bilo in kar nekaj menjav, ne, v vseh teh letih. Ja, prej so bile v glavnem zaradi smrti in bolezni. Potem, ko se je pa Lojze poslovil, takrat dalje je bilo pa v teh 10 letih pa tako rekoč pospravljanje našega ansambla, preseljevanje na drugo stran, kjer fantje že pojejo, mi pa klepetamo vas in vašem delu. No, ampak spomin na sopevce pa je še vedno živ, posebej ga ohranjate tudi v spomin na Jožeta Šifrarja, ne? Ob 40-letnici smrti je bil koncert v Škofji Loki, zdaj vas prvi takšnih večjih dogodkov o praznovanju 60-letnice čaka v Novem mestu. Kako se veselite tegale koncerta? Ja, to bo veličastni koncert z veliko mladimi ansambli, različnimi ansambli, v glavnem je v spomin na ta strašni dogodek, ko se je poslovil Jože Šifrar. Obenem je tudi, pa že bi rekel, prva proslava pristopa fantov spraprotna k trio Lojzeta Slaka, da je pred 60 leti nastal ansambl Lojzeta Slaka. Tako, če povabiva vse dobre duše, ljubitelje vaše glasbe na tale dobrodelni koncert 27. aprila ob 19. v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu, boste lahko slišali tudi Andreja Berganta, poleg njega pa še ansambl Braneta Klavžarja, Glas, Krimske lisjake, Nemir, Javor, fantje s Počilen Tabra pridejo, Popotniki, Jarica, Florijanski fantje, Tik-tak, Brane Mešol s prijatelji, fantje z Dobrne, harmonikari, Tonija Seška in ogromno mladih glasbenikov, ki bodo imeli priložnost stopiti na oder. No, rekla sva, to bo prvi od takih spominskih jubilejnih dogodkov, pravite, pred vami pa pestro leto, ne? Ja, seveda, potem sam spomin na ansambl Lojzeta Slaka bo letos v prvi vrsti. Že pohod na Trško goro vsakoletni bo slovesen. Potem na jeseni pričakujemo tudi večje koncerte v spomin na Lojzeta Slaka. In še drugi dogodki, ki mi še niso čisto jasni. Ampak bodo, ne? Bodo, sigurno, vse sproti bomo zvedeli. Celo nekaj se pripravlja, sem slišal, obeležje fantov spraprotna na Praprotnem, ki bo letos to uvekovečeno. Pridemo zraven in vas takrat zagotovo še povabimo v studio. Zdaj pravite, še 2 leti, pa boste že 70 let na glasbeni sceni. Res je, na odrih, se reče, nastopov. Ja, se je nabralo kar nekaj kilometrine, kar nekaj zgodb. Morda kakšna anekdota z mladimi fanti, ne, ki so menjali nekatere člane, ker radi so se pohvalili, da so nastopili s fanti s Praprotna, ki negujejo ljudsko glasbo in slovensko glasbeno tradicijo. Ja, kar nekaj jih je bilo po takrat, ko je se poslovil Tone Štritov. Potem smo
iskali vedno pevce in vedno smo poiskali take, ki so bili že rutinirani pevci, da so lahko hitro se vklopili v naš sestav. Potem toliko časa, da sva bila samo še 2 original fanta, potem se je še poslovil Janez Dolenc, potem sem pa rekel, zdaj pa fantov Spraprotna ni več. Tako, sami pa z veseljem zapojete in gostujete na dogodkih in koncertih kot ohranjevalci slovenske glasbene dediščine, kot njeni aktivni soustvarjalci. Česa pa si za slovensko pesem želite v bodoče? Ja, vse se razvija, tudi pesem se razvija, ampak ljudska pesem je pa še zmeri original in ta prava. Velikega odklona tukaj ne sme biti. Potem ni več. Lahko je umetna pesem, kakršnakoli, tudi zadeva te narodno-zabavne glasbe, tako imenovane, gre že v smeri popa, to so odkloni. Kje je zlata sredina, ali je to, kar sta naredila Avsenik in Slak, vsak po svoji poti, je zdaj tisto, kar bo presodila publika. Ljudje so največji razsodnik in največji sodnik in kar bo ostalo ljudem, to bo ostalo tudi zgodovini. In z veseljem bomo k tej zapuščini prispevali tudi mi na valovih Radia Sora, kjer z veseljem prisluhnemo tudi slovenski ljudski pesmi in glasbeni dediščini fantov Spraprotna. Andrej Bergant, hvala lepa vam za obisk v našem studiu, za tale klepet. Čisto prehitro je minila tale urica, tako da mi že danes obljubite, da kmalu spet pridete. Ja, obljubim lahko, kako bo pa ne vem. Bova pa sproti videla. Moramo biti optimisti. Tako, vse dobro želimo in kmalu nasvidenje. Hvala za povabilo. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Skrivaj mu v oči.
prijatelja zdaj več ni. Zemljica ga krije, a njegov zlati glas vedno še živi. Ko je pel, ves vesel, srca je razvnelo. Dokler mu ni zapel Navček za vasjo. Bim bam bom, bim bam bom, pojejo zvonovi. Bim bam bom, bim bam bom, žalostno slovo. Zadnji dom spremljajo, milega nam Slavčka, glas njegov kot spomin, skrije se v srci. Glas njegov kot spomin, skrije